Dober dan, srečno novo leto, srečnega pa zdravega vam želim vsem skupaj. V današnjem evangeliju beremo, kako so tisti čas pastirji pohiteli v Betlehem in našli Marijo, Jezusa in dete položeno v jasli. Ko so to videli, so pripovedovali, kar jim je bilo rečeno o tem otroku. In vsi, ki so jih poslušali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Kakšno srečo so imeli te pastirji? Najprej so videli angele, ki so jim sporočili, da se je rodil otrok. In angelom, ki so se prikazali tem pastirjem in jim peli Gloria in Excelsis Deo, ni bilo čisto nič pomembno, da tili pastirji niso nosili zadnjega modela Takul Superk, da čez počitnice niso šli na morje in niti niso šli v Dubaj in niso šli smučat, da so bili to ljudje, ki so bili iz dna družbene lestvice in da jih ljudje niso kaj posebej marali. Bili so robati, neotesani, grobi. Zakaj mislite, da se Bog pogosto v Svetem pismu prikaže ravno takim ljudem, takim, ki v človeških očeh ne veljajo kaj dosti? Mogoče zato, da bi tudi mi razumeli, da pred Bogom tudi mi ne rabimo fejkati, ne rabimo biti nekaj posebnega, ne rabimo nekih kul superk, ne rabimo biti najboljši v razredu, ne rabimo biti ne vem kdo. Mi smo pred Bogom lahko popolnoma pristni. Lahko smo popolnoma razgaljeni, tako kot tile pastirčki. Oni so samo slišali čudovito novico in so šli in so to povedali Jezusu, oziroma Jožefu, Mariji in seveda tudi malemu Jezuščku. Dragi otroci, oprostite nam, kadar mi starši ne znamo prav videti te vaše pristnosti. Vi to še v sebi imate. Vi ste večkrat podobni pastirčkom kot mi starši. Tega se zavedamo. Ampak na ta novoletni dan vas povabim, dajmo vsi skupaj, starši in otroci, pejmo do teh jaslic, ki jih imamo mogoče doma, mogoče jih imamo v cerkvi in se pred tem Jezusom, pred tem istim Jožefom, Marijo, popolnoma razgalimo, tako čisto po svoje, s svojimi besedami v svojem srcu rečemo, glej Jezus, tukaj sem, takšen kot sem, glej, vem, da nisem popoln, vem, da imam veliko napak, ampak ta dan, prvi dan tega novega leta bi se rad tebi izročil, bi se ti rad popolnoma na novo predal in te prosim, da me v tem letu spremljaš, vodiš in varuješ. Tako. Želim vam res en pogumen vstop v novo leto. Bog od nas ne zahteva popolnosti, vabi pa nas k pristnosti, vabi nas, naj si upamo priti k njemu in naj bomo takšni, kot smo, kot pastirčki.